Konjiček, vlejte, k meni je prišel lepotec, konjiček. Kaj sem si jaz tu nakopal? Znoro bom. Vse sem Dobro jutro. Evo, zdaj sem pa že na Jahorini. Lastnik tega hotela, v katerem sem nastanjen na Palah, me je peljal tukaj na Jahorino, da mi pokaže 3 apartmaje ima v teli stavbi. Tako da bomo šli tudi noter pogledati, pa boste videli, tako da če kdo razmišlja o smučanju na Jahorini, naj se obrne na tukaj, pa bo videl ponudbo, pa se lahko dogovori. To smo pa že noter. Glejte, tole je prvi apartma, kuhinja, dnevna soba, vsak gost ga pričaka flaša vina. Kar zelo prostorno, vidite, to je dnevna soba, ki pa je tole hkrati tudi še pomožno ležišče za 2 osebe. To se raztegne, pa so lahko tukaj še 2 osebe. Glejte, televizija, drugače poskrbijo, glejte, za vse detalje, da je res lepo. Tole je spalnica z zakonsko posteljo, se pravi za 2 osebe. Tamle zadaj imate še omare. Ta apartma je za 2 osebe plus 2. Se pravi 2 tukaj v sobi, 2 pa na pomožnem ležišču. Glejte, tudi WC kopalnica, zelo lepo urejena. Vidite, kakor sem govoril, za take detalčke poskrbijo. Imate mila, za tuširati se, tuš. Kje imajo kopalnico čist mehno, to meni ni všeč, tako da tole je tak zelo lušen apartmajček. Zelo primeren za družino z 2 otrokoma. Tole je pa drugi apartma. Ta apartma je za 5 oseb, 2 plus 3, ker tukaj sta pa 2 pomožni ležišči. Eno je tole, drugo je tole. Tukajle imate TV, se pravi tole jedilnica, kuhna in potem tukajle spalnica z zakonsko posteljo in kopalnica, zelo podobno oziroma ista, bi rekel, kot v prejšnjem apartmaju, dovolj velika, tako da tudi tole primerno za družino z 2 ali celo 3 otroki. Imajo pa tukaj še en apartmajček, ki je minimalno manjši, ampak trenutno imajo goste in ne morem posneti. Konjiček lepi, kako si ti lep? A si se zgubil? Saj jaz ti ne bom nič naredil. Jaz ti ne bom nič. Ja, tale tam mal. Glejte, kako so lepi. Konjiček, konjiček lepi. Ja, kako si ti tam malo lepo. Ja, kako ste čudoviti. Ja, pa menda se ne bojite mene. Konjiček mali, pridi mene pogledat. Konjiček, pridi k meni. Pridi k meni, jaz ti ne bom nič naredil. Ja, moj konjiček, kako si lep. Konjiček, a še piješ pri mamici? Konjiček, pa kakšen si ti lepotec. Lepotec si. Le si lep, kako bi te jaz pobožal, sem te ne bom strašil. Konjiček, prideš meni? Ne prideš.
Te muhe vama nagaj. Konjiček, vlejte, k meni je prišel. Lepotec, konjiček. Moj konjiček. Sem kaj slan konjiček. Sem ne de. Ti moj lepotec. Vidiš, kako sem idva hiter. Se ti ne bom nič naredil, konjiček. Moj konjiček. Konjiček. Lepotec lepi. Kako si lep. Tukaj na Jahorini, glejte, imajo tudi karting off-road, se pravi, da vozite karting, ampak ne po asfaltu, ampak po makadamski cesti, kar verjetno mora biti tudi zanimivo. Tole je pa nov hotel, ki se bo imenoval Horizont in bo verjetno najlepši razgled na Jahorini. Poglejte tole. Se pravi, tole je ravna planina, tamle od zadaj Romanija, se pravi, tamle zadaj so Pale. Tukaj dol je 6-sedežnica, to je smučišče Prača se imenuje. Sem že smučal tukaj, dobra proga. Tako da tole je res dobra lokacija. Zdaj gremo pa z gondolo na vrh. Gor je neko jezero, da ga pogledamo. Evo, tole je luksuzna gondola, ki lahko menda ješ noter, če se dogovoriš. Evo, tole so tele sanke, s katerim greš dol. Jaz sem to enkrat že šel in je super. Bom v opis videa dal link, tako da si lahko pogledate. Zanimiva zadeva, zelo. Tukaj imate tudi zipline in če se spustite, greste tukaj nad jezerom in tamle dol pristanete. Tole jezero je pa kar veliko, je umetno in ga imajo zato, da potem zasnežijo celo Jahorino. Ura je že malo čez poldne, jaz sem se pa šele zdaj odpravil ven iz hotelske sobe. Namreč vse sem pripravljal za današnjo oddajo v živo, ki jo imam ob 20:30 na mojem YouTube kanalu. Zdaj, ko tole gledate, je oddaja že bila. Če jo niste bili v živo, lahko pogledate posnetek. Imate link tle v opisu videa. Tako da, ja, malo pozno sem se spravil, sam žal ni šlo drugače. Grem pa spet plezat eno, mislim, da atraktivno ferato, plus še ene druge zanimive stvari bom videl. Donemam uro pa 5 minut tukaj iz Pal, ampak se mi zdi, da bo cesta ful zanimiva, tako da mi to sploh ni muka, ampak mi je prav užitek. Mi je pa problem, ker moram hiteti, zaradi tega live, da ga ne zamudim, moram biti vsaj 15 do 8 nazaj, ker ob 8:30 začnem. Nič, pejte z mano naprej, bo zanimivo. Se spomnite, ko sem rekel, da se vožnje veselim? No, tole si glih nisem najbolj želel, ne? Moram pa po pravici povedati, da je pa pokrajina top. Po mojem sem nekje zgrešil, ampak dve ceste so bile, ena leva, ena desna in
sem čist pomanjšal na Google mapi, pa je bila samo ena cesta vrisana, tako da sem se pol na pamet odločil in zdaj verjeten me pa voz do une ceste in me bo pripeljalo po nekih takih cestah. Kaj čma? Ljudje, jaz se ne grem več tega. Kako moram zmeram jaz nekam zaideti, nekam kamor ni, pa ki je logično, pa traj 5 kilometrov kul. Ja, seveda, lejte, tlele se neha, tlele s traktorjem komaj prideš, ne? Tle je konc, seveda je konc. To je konc, zdaj pa še kje obrnit. Joj. Kaj sem si jaz tu nakopal? Pa ne, zdaj moram še nazaj pridete na 2 kilometra, 3, ki je fej slaba cesta. No, trenutke taka, ki ste tamle videli. Ja, kje bom obrnil? Tlele noter ne bom. Bom še kam nasu? Ne vem. Glejte, tlele bom probal. Vam bom zadevo še posnel, boste videli. Spet sem na takih cestah, da se boh usmil, ampak zdaj sem pa vse 3krat preveril in ni boljše. Evo, lejte, tle sem še ustavil, dej, pejt. Lejte, tamle pred menoj je ena Lada Niva. Jo dohitevam celo. Jaz pa tale Pežojček sva carja. Carja, vam povem, da sva carja. To je, da se lahko kosaš z Lado Nivo. Čakajte, tukaj cajta počakajte, da jo spet zagledamo. Sem da zdaj ne bom jaz tole potemle pritiskom in bom gonil in bom kaj zaje. To gre v kjeri, v prvi, ja. Zato moram paziti na sred, da ne zajaham kakšen kamen, takole v hrib moram imeti glih prav. Če grem prehiter je kurt, če grem pa prepočas se bo postavil. Vidite, lejte, čutite tu. Ste videli, tle sem glih za glih prišel. Evo, tamle gor Lada Niva sem stavila, en človek tamle čaka. Evo, zdaj ne boste videli Lado Niva. Vidite, Lado Niva prišla pred menoj. Mislim, malo vprašal za to pot. Tale majster za Lado Niva je ustavil samo zato, da mi je povedal, da tlele jaz ne morem jet, ker bom gumo predaril. Ker naprej so ostre skale. Pol pa se spomnite unga majstra, ki je čakal, ki je bil ob cest, je pa tudi prišel. Pa rekel, majstore, nemoj ti ovdje, vidim ja tebe, da nisi šofer za ovakav put. Sem rekel, vem ja.
In pol je pa povedal, da je on pokazal tistega golfa. Jaz ga niti nisem videl, ampak sigurno je na kameri. Ki je mu polno naložene slame in je rekel, vidiš, iz te mi tlele pridemo, ki je meter snega. Sem rekel, vsa čast. Prijazni ljudje, tako kot posod po Bosni. Tako da upam, zdaj sta mi povedala, kje. Ful sta mi razlagala. Jaz upam, da sem se vsaj približno prav zapomnil, pa da bo šlo. En borov hlad moram najdeti, pa 50 metrov naprej, pa levo po asfaltni cesti. Je kao malo bolj deleč, po kilometrih, ampak je skoraj skus asfalt oziroma nekaj malega, relativno lepega makadama. No, tiste poti, ki sta mi jo ona dva predlagala, nisem najdel. Zdaj grem čist po eni drugi, malo bolj naokol, pa da vidimo. No, zdaj sem pa prišel v bistvu v Sarajevo, bi se lahko rekel, ali pa tik nad Sarajevom. Danes ni moj dan. Zdaj pa tukajle neko cesto delajo. In ni tu obvoz označen tako kot pri nas. Me navigacija nekam pele, ampak tam, ki bi mogel zaviti desno, ta bila enosmerna cesta, tako da se mi več ne da. Grem pa zdaj na drugo stran Sarajeva, zdaj sem na severni strani, zdaj grem pa na južno, na Trebevič, kjer so pa tudi dve ferate. Bom šel ta težjo preplezat, kratka je, če ne bo prej dežja, kar grmi. Tako da, ja, nimam sreče. Kaj če? No, zdaj je pa še dež začel padati tuno na polno, res na polno. Danes mi res ni vsojeno. Da vam pokažem, kakšen red imam jaz prisepne iz, glejte, ene zelo lepe sobe. Jaz tole naredim takole. Tudi knjigo sem vzel od Sandita Muheliča. Z njemu bo intervju, naslednji intervju, ki bo objavljen, bo z njemu. Pa nisem v nič cajt brati. Takole vidite, da jaz takole naredim. In zdaj se odpravljam naprej v Nevesinje. Bom malo več povedal naprej v videu, zakaj, kako. Imam še en zanimiva stvar, imam mogoče na poti, bomo videli, ali bo mi ratalo nekaj, ali mi ne bo ratalo. Mislim, nekaj zanimivega vam bom imel zapovedati jaz, mogoče bo pa z tega še bolj zanimivo ratalo, kakor mislim. Glejte, boste vse zvedeli, tako da glejte naprej. Zdaj me čaka kar dolga pot do Nevesinja, ampak bom šel od Konjica po eni stranski poti čez ene hribe, ki bo po mojem ful dobra pot in se jo zelo veselim. Samo upam, da ne bo una makedanska čist ozka, naj bo čist ozka asfaltirana, rečemo. Zdaj sem pa prispel v kraj Konjic in tukaj bi vam rad eno zadevo pokazal. Glede na to, da sem bil v Srebrenici, je zdaj prav, da pa še eno stvar pokažem, eno grdo stvar, ki se je naredila iz druge strani. Tako da ne bo kdo rekel, da sem pristranski, pa ne sem zato, tudi zato, ker je prav. Tako da tukaj sem zdaj na pravoslavnem pokopališču. Tukaj ga vidite. Upam, da je odprto, da bom lahko gor šel. To sem jaz zdaj vse sam malo prek interneta videl. Glejte, tole ploščo bom več od nje povedal kasneje. Je odprto.
To sem zdaj na pravoslavnem pokopališču. Poleg tiste plošče, ki sem jo vam pokazal, iščem še eno drugo. Vam jo pokažem, ko jo najdem. Na to pravoslavno pokopališče je še en vhod. In evo, tukaj sem najdel tole ploščo, ki sem jo iskal. Bom sam malo kasneje povedal zgodbo tega. Zanimivo, da je veliko ljudi umrlo leta 92. Se pravi, to je leto, ko se je začela vojna. A je zdaj to naključje? Po mojem ne. Zdajle sem več kot pol ure iskal en grob, pa ga nisem najdel. Pol verjeten se ne nahaja na tem pokopališču. Zdaj pa da vam razložim, zakaj se je tukaj šlo. Tukaj v Konjicu je bilo večinsko prebivalstvo muslimansko. Je živelo pa tudi kar nekaj Srbov. Pred vojno govorim. In ko se je vojna začela, so se večinoma vsi Srbi izselili tukaj iz Konjica nekam na svojo teritorijo. Eni so bili pa malo naivni, se pa nista. Med njim sta bila učiteljna Đuro pa Vlasta, ki sta učila na šoli in sta bila zelo priljubljena in se je njima niti približno ni sanjalo, da bi jim nekdo lahko kaj naredil. Imela sta dva otroka, stara 5 pa 7 let. Peter pa Pavel jima je bilo ime. In iz noči 1. julija na 2. julija so jim na vrata potrkali uniformirani policaji in so rekli, ajde vsi z nam. In so jih peljali nekam gor ob Neretvo, jih dali ven in z rafalom pokosili, se pravi ubili. Ampak niso vse 4 ubili. Starejši sin, ki se mi zdi, da mu je bilo ime Peter, se pravi, en je bil pa Pavle, je preživel. In ko so pač te, ki so jih pobili, odšli, je ta Peter prišel izpod trupel svojih staršev pa brata, so jih pokrili, zato je verjeten tudi preživel, in je šel iskat pomoč in je šel proti Konjicu in nekje na cest najde policijsko patrolo in jim pove, kaj se je njemu in njegovi družini naredilo in da naj grejo pomagati. No, te policaji so pa potem po toki vokiju poklicali ravno te ljudi, ki so jih pobili, da so prišli in so spet vzeli tega nesrečnega dečka, ga peljali, ne vem točno, ali ravno na tist mest, kjer so ubili starše pa brata, ali na kakšen drug mest in ubili še njega. Naj povem, da stara sta bila, ta Peter je bil 7 let, Pavle pa 5 let. Obstaja možnost, da sem zamenjal imena, ampak saj nima veze. Relevanten podatek je, da sta bila to otroka stara 5 pa 7 let in da jih ti tako zverinsko ubiješ. Me kar stresa, ko na to pomislim. Te trupla so več dni tam ležala ob reki Neretvi, potem jih je pa ta pogrebna služba
peljala na pokopališče in pokopala. Ampak, kakor je videti, jih tukaj ni, ker sem vse pogledal. Možno je, da sem pa tudi zgrešil. No in se spomnite tisto malo ploščo, ki ste videli na vhodu, na drugem vhodu. To naj bi bila ta Peter pa Pavle. To ploščo je pa postavil Bošnjak po imenu Anis Kosovar, ker je pač slišal to zgodbo in se mu to prav ni zdelo, čeprav je on musliman, in jima je postavil to ploščo, ki predstavlja, da pač gresta v neki boljši svet objeta. Res žalostna zgodba. No, ta Anis je potem tam, pa ko ste na začetku videli, postavil tudi ploščo Bošku in Admiri. To sta bila pa dva Sarajevčana. Boško je bil Srb, Admira je bila muslimanka, ki sta bila par, zaljubljena. In sta hotela pobegniti iz Sarajeva. Bilo je vse dogovorjeno. Pol so jih pa tam na, mislim, da se imenuje Vrbanja most, so oba dva ubili. In menda, da je bilo tako, da se je Admira, ki je bila ranjena, še splazila do Boškota, pa ga objela ali prijela za roko, in pol sta tam oba dva umrla. Glasbena skupina Zabranjeno pušenje je njim dvema posvetila pesem, ki je zelo lepa, z naslovom Boško in Admira. Si ga lahko zavrtite. Boško pa Admira pravijo tudi sarajevski Romeo in Julija. To je ta zgodba, kakor jo jaz vem. Sem rekel, grem tole pogledat, da vam povem eno zgodbo tudi z druge strani. Moram pa čisto po pravici povedati, da mi ni bilo čisto nič prijetno iti tole snemat, niti sem iti. Bolj, ko to gledaš pa raziskuješ, ne, bolj so ti te ljudje blizu, posebno te dva otroka, jaz si to rečem, pa to sta toliko stara, ko moja nečaka, in da jih gre en takole ubit. Tako da jaz bom zdajle probal še najti tega Anisa, če je kje, da mogoče on kaj pove. Se pa v bodoče ne mislim ukvarjati z snemanjem takih zgodb, ker kakor sem vam rekel, mi ni niti malo tole prijetno snemati. Čeprav po eni strani je prav, da to ljudje vejo, ker se z tega lahko tudi kaj naučimo. Kakor sem pa že tam v unem videu o Srebrenici rekel, če si ga niste pogledali, si ga pojdite pogledat, link je spodaj.
ne želim jaz vse te dogodke neki komentirati, obsojati, biti pameten, ker nisem tukaj bil in nimam te pravice. Nisem tukaj bil takrat, ko je bila vojna. Čeprav to, da takole otroke pobijajo, nedolžne žrtve, mislim, to ni nobenega upravičila, ne. Če že katera stran hotela imeti svoj teritorij etnično čist, naj bi te ljudi, ne vem, dali na avtobuse pa odpeljali na njihovo teritorijo, pa je stvar rešena. Tako da grozna zgodba, grozna. Te dva fanta bi bila zdaj stara, umrla sta pred 24 pa 32 leti. Se pravi, en bi bil star 37, en pa 39 let. Verjetno bi imela družine, otroke. Zdaj pa nič od tega. Grozno. Kaj se lahko naučimo iz teh zgodb? Samo ne vojne, ne vojne. Če se pa že pripravlja, pa raj malo prej pobegnite, ker malo prepozno, ker vidite, ne, ona dva sta preveč zaupala ljudem. Bila sta prepričana, da se jima ne more nič narediti, zato ker so jih imeli vsi radi. Pol pa takole. Ja, zdaj gremo pa pogledat tamle ta prva hiša, ki je bom pogledal, če je kdo doma, pa vprašal, kje je hiša od tega Anisa. Še njega, ki vprašam. In to je to. Hvala, ker ste tole gledali do konca. Če vas zanima več, pogooglejte Petar in Pavle Konjic, pa boste najdeli cel kup člankov, pa lahko še kaj več zveste. Tole hišo sem hotel vprašati, pa imajo samo enega kuža, tako laja name. Kuža pa si da nisi hod name. Tako da zvonca pa nimajo. Avto sem pa tamle parkiral. S kužatom so že prijatelja, pa tlele vpijem dober dan, pa ni nobenega, kar vstopiti se pa tudi ne upam. Kuža, lepo se mej. Ko sem šel nazaj do avta, sem en z biciklom pele, pa malo zapijem za njem, če mora koga nekaj vprašam. In potem sem ga vprašal, kje lahko najdem tega človeka, in je to njegova hiša, ampak tamle dol nazaj 100 metrov ima pa firmo, tako da grem pogledat. Tega gospoda Anisa sem najdel, dala sva si roke, malo podebatirala, ampak izjave za kamero pa ni hotel dati. Je rekel, da je že vse večkrat povedal in se noče ponavljati. Kar ga po svoje čisto zastopam, ne. Verjetno tudi hodijo sem k njemu razni portali in tudi tret, da se gre sam za gledanost. Tako da ga čisto razumem in ga nisem nič silil. Lepo sem se pozdravil in to je to. Zdaj grem pa naprej. Vreme imamo takole, pada dež na polno. Jaz sem zdaj tukaj na poti proti Nevesinju
čez Rujište, oziroma proti Rujištu, to je makadamska cesta, ki je sicer zelo zanimiva, ampak zdaj je en tle mi prišel nasproti in me ustavil in rekel, da je gor naprej drevo čez cesto in da naj obrnem. Tako da ne bom šel nazaj na Konjic, bom šel mimo Boračkega jezera, pa naprej pa dol. Škoda pa te panoramske ceste, ki je dobra, sej dež bo pa nehal padati, po mojem, slej kaj prej. Jaz s cestam nimam sreče. Tole ne bo šlo. Siguren ne. In zdaj sem čez nekje Bogu iza nogo. Znoro bom. Vse sem preveril na Google Mapi in edina varianta, sigurna, 100% je, da grem nazaj na Konjic, Mostar in potem na Nevesinje. Nimam sreče, pa kaj čem, sam to lahko naredim.